Torej, začnemo sedaj z razlago različnih nastavkov masažnih pištol. Torej, verjamem, da večina vas ima na začetku dilemo, kaj sploh spomenijo vsi te različni čudni nastavki, pa bo povedala, da čisto realno, 90% časa, lahko rečem, imamo gor tale nastavek, tole vilco. Ja. Mogoče ti, Ana-Mari, malo povej, zakaj se tebi zdi ta, ali se ti sploh zdi najbolj uporaben? Meni osebno se zdi ta najbolj uporaben. Definitivno, zato ker dejansko nam pride masažna pištola pri našem delu prav pri tem točkovnem sproščanju napetih mišic. In kakor vidite, te vilce imajo dva taka roga, kjer lahko res dobro točkovno zadaneš tisto mišico. In v bistvu lahko zadaneš samo z enim koncem, samo z enim, ali pa z obema. Da imaš večjo površino, lahko z obema, lahko pa samo z enim. Ker je tudi recimo nastavek kot je takle, ker je samo ena vilca, v bistvu sulica, ampak tega daš zelo malo uporabljamo. Ja, ker dejansko dosežeš isti učink, če uporabiš tukaj eno točko te vilce, da je čisto isto. Tako, realno, pač eni nastavki se več uporabljajo, eni se manj in ta je res ful uporaben. Zdaj pa lahko pokaževa še ostale nastavke. Je pa tako, da ni vsak del telesa vseeno pripravljen sprejeti točkovnega pritiska. Tako da v takem primeru pa pride super prav recimo tale nastavek. To je pa čisto nasprotje? Ja, to je čisto nasprotje tega nastavka. Se pravi, ta nekako malo bolj razprši ta pritisk, se pravi, je bolj za točke, kjer so bolj občutljive. Se pravi, malo na obrazu to uporabljamo. Mogoče tle čisto pri vrata sploh ne masiramo, v bistvu z pištolco. Ja, to je ena od stvari, ki bo pa tudi omenila, tako s pištolco načeloma vratu ne masiramo, če že je to zelo nežen pritisk, predvsem zaradi živcev, pa zaradi pretresov, kaj lahko dobite. Se boste sami videli, da vam hitro lahko rata slabo, če preveč pritiskate po vratu. Torej ta je čisto nasprotje tega, torej ta zaduši, tudi za kakšno tako regeneracijo, pa kakšen tak sprostilen učinek je to čisto kul, ampak za kakšne terapevtske namene, če hočete res neki strokovno določeno mišico spustiti, pa tale ne bo dober. Pol mogoče, da tega razloživa. Tega sem prvič videl tukaj pri teli masažni pištoli in moram reči, da mi je zanimiv, zato ker ni plastičen, ampak je gumijast in je uporaben predvsem zato, če hočete kakšen sklep zmasirati, ki je bil pred kratkim udarjen ali pa poškodovan in je majčkeno slabše gibljiv, recimo kakšen koleno, komolec in hočete na kost, kot so prej rekla, ne se biti na kosteh sproščati, ni nič hudega. In ta majčkeno ublaži, ker ni plastičen. Tako da greste lahko tudi na kost z njim, torej s temu bi šel na kost, jaz osebno. Po vretencih tudi lahko, nič ne bo nevarnega s tem, po kolenih, komolcih, torej za kost. Imaš še kakšnega tacga v izboru, mogoče še te hecne malo pokomentirava? Ta je zelo podoben temu, ko sva prej pokazala, ampak je malo bolj ploščat, pa bolj trd. Ta je bolj trd, ja. Za tiste, ki ste malo bolj odporni, na bolečino. Jaz bi rekla, da je tu neka taka podobna varianta kot tale, samo da je mogoče ta še malo bolj točkoven. Ta je bolj točkoven, tako ja. Ampak je za neko splošno sproščanje, bi jaz rekla. Pa pa še unga, ko je en tak prst. Pač zgleda zanimivo, tako bom rekla. Tako da zaprobajte. Mislim, tu jaz bi rekla pa čist preferenca vas, če čutite, da vam ta bolj paše kot en drugi, Ja, torej to je to, kar sva povedala zdaj o različnih nastavkih, da se boste lahko dobro streljali, da boste lahko dobro zmasirali svoje telo. Tako da gremo zdaj kar naprej v akcijo in kot sva rekla prej, začnemo z glavo in obrazom tako in vratom. Tako da naslednji video.